Nogometaši Domžal so na gostovanje v Velenje prišli po nizu 6 tekem brez zmage, v katerem sta vključena tudi oba poraza v polfinalu slovenskega pokala proti Celju. Da so bile težave rumenih še večje, so poskrbele številne odsotnosti igralcev. Strokovno vodstvo je moralo ekipo sestaviti brez deveterice, saj so bili kaznovani Darko Zec, Kenan Horić, Amedej Vetrih in Alvaro Brači, poškodovani pa Slobodan Vuk, Matic Črnic, Žan Majer, Senad Jarović in Filip Janković. Ekipo je prvič s kapetanskim trakom na roki na igrišče popeljal Lukas Mario Horvat, tekmo pa so sredine igrišče začeli domačini v zelenih dresih. Prvo priložnost so imeli že v 5. minuti, ko je takole prosti strel izvedel Senad Jahić, vendar je meril mimo leve vratnice. Domžalčani so odgovorili v 7. minuti, lepa akcija Repasa in Juninja, ki je takole na robu kazenskega prostora Velenjčanov priboril prosti strel. Tega je izvedel kapetan Lukas Mario Horvat, odlično je meril čez živi zid, no domačine pa je rešila prečka. V 9. minuti priložnost znova za Velenjčane, podaja v sredino, v akciji je bil Mario Babič, toda odlično je posredoval Aksel Maraval. Na drugi strani pa napaka Mateja Radana, Juninho je žogo spravil do Manceja, no v zadnjem trenutku pa ga je zaustavil Stjepan Babič. Vse skupaj se je dogajalo v 18. minuti. 5 minut pozneje odlična podaja Horvata proti hitremu Šišiću, na pravem mestu pa znova vratar Radan. 25. minuta Husmani na desno stran proti Marku Alvirju, ta je zaposlil Aladina Šišića, ki je podal v sredino, tam je do strela z voleja prišel Jan Repas, znova pa se je izkazal Radan, ki je žogo odbil v kot. 30. minuta napaka Horvata in potem še Blažiča, proti vratom Domžal je stekel Mario Babič, prišel je do strela z levico, toda Aksel Maraval je uspešno njegov strel ubranil. V 41. minuti pa lepa akcija Domžalčanov, takole Juninho, Šišić in Trajkovski, predložek na drugo vratnico, z roko je odbil Džinić, do žoge pa je prišel Jan Repas, ki je popeljal Domžale v vodstvo in dosegel svoj prvi gol v najmočnejši slovenski ligi. Takole je torej izid prvega polčasa postavil 18-letni kapetan mladinske ekipe domžalskega kluba. Torej 1:0 po prvih 45 minutah, drugi polčas so sredine igrišča začeli nogometaši Domžal, ki so imeli že v 37 sekundi priložnost za podvojitev vodstva, takole je iz vrat stekel Radan, Husmani je z več kot 30 metrov streljal z glavo, pred vrati pa je odbil Senad Jahić. 51. minuta, Šišić do Repasa, ta do Manceja, ki je prišel do strela, znova se je izkazal domači čuvaj mreže. 62. minuta, predložek Jahića, do strela z glavo Prašnikar, meril je previsoko, s prstmi pa se je žoge dotaknil še Maraval. Potem pa 75. minuta in izenačenje po predložku z desne strani. Maraval ni najbolje posredoval, do strela z glavo je prišel Stjepan Babič, ki je torej izid izenačil. Domžalčani se niso predali, Mance takole do Alvirja, ta je z izjemno potezo preigral svojega čuvaja na desni strani, prodrl v kazenski prostor, našel Samirja Masimova, branil je Radan, toda žoga se je odbila do Antonija Manceja, ki je torej v 89. minuti dosegel zmagoviti zadetek Domžal. To je bil že 9. gol hrvaškega napadalca v letošnji sezoni in Domžalčani so bili na pragu nove zmage in zaključku težkega niza slabih izidov. Velenjčani so na koncu sicer še poizkušali s visokimi podajami v kazenski prostor, najprej Stjepan Babič proti Damirju Grgiću, ki je z glavo meril previsoko, potem pa še iz kota Mario Babič, žoga se je na koncu odbila do Klemna Bovhe, ki je prišel do strela, toda meril je mimo gola in ostalo je pri zmagi Domžalčanov z 2:1. Iz pepela smo se pobrali, prvi korak naredili k našemu cilju.
in to so izključno fantje naredili danes. Taktika ni bila pomembna, priprava nasprotnika ni bila pomembna, pomembni smo bili mi in danes so prikazali eno res dobro sliko in vsak posameznik je dal svoje k temu končnemu izidu, da nam je pomagal, da smo iz mrtvih ostali in tisti, ki so mislili, da je ta ekipa mrtva, pa da ne zmore nič več, fantje so pokazali, da je nekaj še živega v tej ekipi in zaradi tega seveda res veliko veselje, da jim je to uspelo, ker se gre v prvi vrsti za njih. Sladka zmaga Domžalčanov je še slajša ob pogledu na lestvico, kjer imajo rumeni po porazu Gorice proti Celju zopet 4 točke prednosti pred četrtimi Novogoričani. Naslednjo tekmo bodo Domžalčani odigrali v soboto, 30. aprila ob 19. uri na domačem igrišču proti novomeški Krki.